78. člen Ustave Republike Slovenije pravi: država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Kakšna pa je realnost? Podatki raziskav kažejo, da v Sloveniji kar 180.000 mladih v starosti med 25 in 35 letom nima svojega lastnega doma in s tem osnovnega pogoja za pričetek samostojnega življenja in oblikovanja lastne družine. O resnosti stanovanjskega problema priča tudi podatek, da so se cene stanovanj v Sloveniji v zadnjih 4 letih povečale za 50%. Posledice takega stanja se odražajo v negativnih demografskih trendih in upadanju deleža mladega prebivalstva. Po podatkih Statističnega urada je število mladih v obdobju med 1989 in letom 2006 upadlo za skoraj 43.000 oseb, kar je enako število prebivalcev občine Koper za okolico. Dviga se povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka, ki od leta 2000 dalje presega starost 29 let. Delež mladih bo v prihodnosti še upadal. Če se ob tem spomnimo starega slovenskega pregovora, najprej štalca, potem pa kravca, nam je verjetno jasno, da mladi ne moremo imeti otrok in družin v nekdanjih otroških sobah. Nakup stanovanja je omogočen le otrokom bogatih staršev ali otrokom iz manjših družin, kjer za nakup majhnega stanovanja najamnejo kredit tudi njihovi starši ali celo stari starši. Prevladujoč način reševanja stanovanjskega problema je tako najem stanovanja za oderuško najemnino. V LDS smo prepričani, da mora država preseči pasivno vlogo na področju reševanja stanovanjske problematike in zagotoviti izgradnjo znatno večjega števila stanovanj za neprofitno ceno oziroma najemnino. Že leta 2006 smo predlagali uvedbo davčnega bonusa za reševanje stanovanjske problematike. Zagovarjamo določitev določenega deleža, ki ga država v prodaji državnega premoženja prenese v poseben sklad, namenjen tudi izgradnji stanovanj za mlade. Zavzemamo se za obdavčitev lastnikov velikega števila stanovanj, ki jih oddajajo za oderuške najemnine in ne plačujejo davkov. Poenostaviti je potrebno sistem pridobitve gradbenega dovoljenja, urediti zemljiško knjigo in oblikovati sistem, ki bo onemogočal goljufije ob nakupu nepremičnin. Vseh 180.000 mladih brez stanovanja se lahko samo sprašuje, zakaj je Janševa vlada odpravila davčno olajšavo za rešitev stanovanjskega problema. Predsedniku vlade bi bili tudi hvaležni, če bi davkoplačevalski denar, ki smo ga izgubili v Mercatorju, namenili za izgradnjo nujno potrebnih stanovanj za mlade. Enako velja za vračanje 600 milijonov evrov vojnih odškodnin za vojno izpred 60 let in to celo tistim, ki so sodelovali z okupatorjem. No, tukaj pa so še milijoni za patrije, puške, denar za novo vladno palačo in tako dalje. Za nekatere politike so očitno mladi in njihove družine nepomembni.